Revija Bukla, brezplačna revija o dobrih knjigah, je nedavno praznovala svojih 20 let. Izhaja pri založbi Umko, ki letos prav tako obhaja pomemben jubilej, namreč 25 let delovanja. Do danes je pod okriljem Umka izšlo prek 300 novih knjižnih naslovov, prek 200 številk revije Premiera in 188 številk revije Bukla. Na predstavitveni strani revije Bukla lahko preberemo, da so primarna ciljna skupina revije bralci stari od 26 do 49 let. Sekundarna ciljna skupina pa se razširi na bralce stare od 18 do 65 let. Delež moških in ženskih bralcev je 73% v korist žensk. Bralci Bukle so višje izobraženi, delovno aktivni in z višjimi prihodki. Za 2 desetletji uspešnega življenja brezplačnika, zato da se slovenski bralci še lahko znajdemo v poplavi novih knjižnih naslovov, sta zaslužna urednika in založnika magistrica Renate Rugel in dr. Samo Rugel, ki je tudi sam avtor. Z njima bomo v nadaljevanju razmišljali o življenju in programskih smernicah založbe Umko ter revije Bukla, pa tudi o karakteristikah našega založniškega in knjigotrškega prostora nekoč in danes. Z njima se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Kot ste lahko slišali z napovedi, danes govorimo o reviji Bukla in seveda založbi, ki je odgovorna in zaslužna za njeno izhajanje, to je založba Umko. Gospod Samo Rugel, gospa Renata Rugel, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Hvala za ta prijazen odziv. Najprej vam čestitam za oba visoka jubileja. Ni tako samoumevno, da založba, neodvisna založba, preživi nek tako dolg čas. Še manj je to samoumevno tudi za revijo. Pa bi začela morda prav tam na začetku, a ne? Kakšni razmisleki in zadržki so vaju usmerjali pri snovanju založbe Umko? Bila je, kot smo slišali, pač prva in najprej pred revijo. Bilo je pa to že tega 4 stoletja nazaj, ko je bil naš knjigotrški in založniški prostor v tistih precej burnih časih tranzicije, ne? Ko so se še ukinjale založbe, ki smo jih poznali do takrat in ki so se nam zdele nekako neminljive. Po drugi strani pa so že nastajale nove, neodvisne. Tukaj ste zastavili kar veliko enih vprašanj, na katera bo težko tako sistematično odgovoriti. V resnici za ustanavljanje založb je vprašanje, kje čas je primeren ali pa kje je neprimeren. Zmeraj primeren, pa zmeraj neprimeren. Sploh en slovenski knjižni prostor je majhen, tako da te mora voditi kaj drugega še poleg ekonomike. Neka želja, da ustvarjaš knjižne vsebine v tem prostoru, to je neka osnova, neko znanje, neko poznavanje knjig, to je, da si v bistvu nek bralec, morda tudi ustvarjalec knjig, recimo to je nek drug moment. In tretje je to, da kaj bi ti v resnici lahko prinesel ta prostor. Treba vedeti to, pač slovenski knjižni prostor je v zadnjih recimo 70-80 let vseeno relativno bogat. Po drugi svetovni vojni so tudi na temeljih recimo prejšnjih založb, pa založb je že tudi obstajalo iz prejšnjega recimo stoletja, kot sta recimo Celjska Mohorjeva in Slovenska Matica. Te založbe, ki so bile pa narejene oziroma so bile ustanovljene po drugi svetovni vojni, so pa vsaka nekako delovala na svojem področju in ga tudi dosti kvalitetno, kljub socialističnim časom in ideologiji in tako naprej, kvalitetno pokrivale. Tako da je bilo potem za te založbe, ki so recimo začele se ustanavljati recimo sredi 80-ih let, recimo jaz imam neko letnico sodobnega slovenskega knjižnega založništva postavljeno v leto 85 in takrat sta se ustanovili tako Studio Humanitatis, kot ena taka humanistična družboslovna založba na eni strani, na drugi strani pa recimo Alef, ki je pri
prinašal recimo neke take intrigantne, originalne, mlade literarne glasove. Obe založbi še 40 let kasneje še zmeraj delujeta, vsaka na nek svoj način, ampak to je bil nek znanilec novega založništva, ki je pa potem v naslednjih, bomo rekli, 20 letih, to je od leta 1985 do leta 2005, smo dobili ogromno novih zasebnih založb, večinoma zasebnih, ali so bili to neki zavodi, recimo društvo in podobno, ali pa tudi klasične gospodarske družbe. Zdaj, če gledam sebe osebno, mene so knjige nagovarjale že od mladega. Zrasel sem v družini, kjer so bile knjige ne samo doma, ampak so bile neka vrednota. Veliko se je temu posvečali in gmotnih sredstev v takratnih socialističnih okvirih, kot časa, kot ljubezni, strasti in podobno. Tako da sem zmeraj nekako iskal tudi neko pot do tega, da bi nekako v ta knjižni prostor vstopil. Sem že kot recimo mlad študent recimo se ukvarjal tudi z nekim pisanjem kratke proze. V mojem predalu leži neobjavljen roman iz leta 90 in tako naprej, čemu se zahvaljujem tudi recimo svojemu takratnemu uredniku, da ga ni spustil v objavo. Se mi zdi relativno nesmotrno, da človek ima prehitro možnost objaviti knjige, ker potem to ni dobro za njegovo nadaljnjo osebnostno ali pa tudi recimo ustvarjalno rast. Tako da potem pa jasno, ko sem začel združevati delo v podjetju, ki je bilo najprej predvsem trgovsko, potem je pa nekako tudi jasno zaradi osebnih ambicij začelo težiti k nekim kulturnim vsebinam in potem, ko je v njem začela delati Renate, ki je bila kot neka taka večno doveden človek, ki se je tudi usmerjal v nekaj novega. Mi smo imeli v bistvu že en tiskan medij od konca 90-ih let Katice Felix, ki so bile predvsem oglaševalski mediji, potem pa tudi Renate že leta 2000 dala pobudo, da bi mogoče pa začeli z revijami. Tako da smo takrat potem začeli s filmsko revijo Premiera, ki je v bistvu bila tudi vezana glede na zglede na podobne revije iz tujine. In od revije o filmu je bil samo še korak do tega, da bi mogoče, ti si bila množična revija, izhajala tudi v 40 000 naklade, smo nekako rekli, mogoče pa delali še kaj za bolj specialistično publiko, za tiste, ki jih film nekaj bolj zanima, ki bi radi razmišljali o filmu bolj poglobljeno in podobno. Vse smo imeli že takrat recimo kinoteko in podobno s svojimi knjižnimi izdajami, ampak mi smo hoteli mogoče bolj z nekimi takimi popkulturnimi knjižnimi vsebinami stopiti v ta prostor in smo potem leta 2001 res začeli izdajati knjige, filmske knjige. Prvih 5 let smo pretežno izdajali zgolj filmske knjige. Vem, da 50. knjiga leta 2005 Na svoji zemlji Macela Štefančiča bila neka taka naša prelomna recimo knjiga, ki je bila v zgodovini slovenskega filma. Potem, ko smo pa leta 2006 izdali 1001 film, to je bil pa tako ogromen špeh, monumentalen tudi za slovenske razmere, 1000-stranski, smo se pa na tistem primeru naučili marsikaj o tem, kako se knjige dela, kako se jih promovira, kako v bistvu se jih izdaja in smo v ta knjižni prostor vstopili malo na širša vrata in potem začeli dodajati razne druge knjižne vsebine in 20 let kasneje smo se znašli v tem studiu. 20 let po 2005, ja. Tako enostavno seveda ni, kot se sliši, kajti za tem je res, mi zdi, da ogromno predanega in trdega dela. Oba sta se tudi izobrazila, posebej še iz področja založništva oziroma z knjižnega področja, ne? Kajti primarno nimata izobrazbe. Tako, to sem hotela povedati. Ampak se mi zdi to morda celo prednost. Mogoče sva vstopila potem na ta trg manj obremenjena z nekimi literarnimi, zgodovinskimi in založniškimi, knjižnimi nekimi tendencami. Midva sva pač rekla, pač kot knjigoljubca sva vstopila na ta trg, kot naravoslovno izobražena knjigoljubca, potem se nama je pa mogoče zdelo, da je tukaj treba poglobiti svoje znanje, a ne, da bi bolj razumela, in potem sem najprej sama upisal doktorat, a ne. Kmalu za njim sem pa potem jaz upisala še magistrski študij založništva. Oba sva delala na smeri založništva na Filozofski fakulteti, oba pri profesor dr. Mihi Kovaču. To sem želela malo tu se ustaviti pri nišnosti založbe. Ne? Najprej, kot je gospod Rugal omenil, je bil film, osredotočenost na film, potem pa so počasi prihajala druga področja, ampak še vedno ste ohranili neke osnovne smernice in iskali tista področja, ki niso bila pokrita, vsaj ne v taki meri,
kot bi, recimo, ne bom zdaj rekla, si zaslužila, ampak kot jih naš prostor tudi prenese, ne? Da kažejo bralci neko potrebo in odzivnost na to. In tu se mi zdi, da sta z neko veliko spretnostjo in znanjem uspela vzpostaviti nek program, ki deluje še danes. Ne? In to so recimo od leposlovnih knjig do stvarnih, ampak vse so bolj kot neuspešne pri bralcih in priljubljene. Me zanima, kako zastaviti, kako vzpostaviti nek program in zintrigirati bralstvo tako, da ne bojo kupili samo posamezne knjige, temveč začeli sistematično se ozirati po izdajah določene založbe. Ne? Tukaj je treba povedati, da pri našem knjižnem programu ima prvo in zadnjo besedo samo. Predzadnja, moja zadnja. Jaz se tukaj bolj sledim, sicer dajem seveda nasvete in ideje in tako, ampak v osnovi je samo tisti, ki pozna tako slovenski trg, kot predvsem tuj knjižni trg, ne, in vidi, kaj se zunaj dogaja in kaj je zunaj všeč bralcem, ampak pogosto se nam, in potem poskuša to seveda prinesti tudi na naš knjižni trg, pogosto se nam zgodi, da smo včasih z nekimi vsebinami prehitri, da pridemo na trg, ko slovenski bralci še niso pripravljeni, a ne, za neke zgodbe nove, ampak včasih se nam pa zgodi tudi to, da jih moramo šele vzgojiti. Podobno je bilo zelo pri filmu, podobno je bilo na primer pri tekaških knjigah, podobno je bilo pri knjigah o prehrani. Pač, neke smernice, ki jih imamo znotraj naše založbe, so tiste, ki naju določajo, ki naju zanimajo, jih pač iz lastnih interesov izhajava, ampak to ne pomeni tudi, da zanima dovoljšne število slovenskih bralcev, da se nek program potem prime ali pa usidra med bralce. Se mi zdi, da je tukaj veliko dela tudi na postprodukciji. Najprej pač eno je neko knjigo prinesti na nek trg, potem pa moraš pač to knjigo in uspešno spromovirati in uspešno pač prepričati bralce, da je to nekaj, da si zasluži njihovo pozornost in potem seveda tudi prodati v neki fazi. Gospod Rugel, potem bom pa vas takole vprašala, je potem pri iskanju teh knjižnih naslovov, ne, kjer se morate predvidevam, da znajti znotraj že, to pa je dejansko poplava, že pri nas je poplava, ampak če se oziraš po tujini, pa je to res nepregledna množica. Gre tu recimo v razmerju do našega knjižnega trga za ustvarjanje potrebe ali za odkrivanje potrebe in potem detektiranje knjige, ki bi jo zadovoljila? Če bi znal jaz na vse to odgovoriti, kar ste vi vprašali, bi bil po moje najbogatejših založnikov na svetu. Ne? Ampak žal ni tako in žal živimo v Sloveniji. Zdaj, najprej kreiranje programa. Ne? Vse film smo imeli kot osnova, ampak naši osebni interesi so pa presegali film. Ne? Vse so mi dva filmoljubca in smo se potem tudi vezali na ta filmski prostor, ki se je takrat spreminjal, pojavili so se te multipleksi in podobno, ki so tudi spreminjali v bistvu to podobo, kjer smo se potem mi lahko navezali z našo filmsko revijo, ampak najno srce, ali pa moje srce je bilo, kar se tiče knjig, širše. Jaz sem že odraščal v družini psihiatra dr. Janeza Ruglja in sem veliko ur preživel tudi v njegovih delovnih službenih prostorih, kjer je bilo ogromno knjig, predvsem teh iz področja psihologije, psihoterapije in podobno. To govorim zdaj v času, recimo v 80-ih letih in podobno, ko je bilo recimo ogromno teh prevodov v srbščini in hrvaščini na voljo. Takratne založbe so te klasike in pa tudi nove knjige iz teh področij tako relativno intenzivno prevajale, medtem slovenščini pa niso tako intenzivno izhajale, ker vsi ljudje, ki so se s tem ukvarjali, so tako, če govorili pač te južnoslovanske, to je srbo-hrvaščino, srbščino, bosanščino oziroma hrvaščino, to se je takrat itak bilo vse na nek način premešan in nekako ni bilo neke logične potrebe, da je treba te knjige še prevajati. Jaz se spomnim, leta 90 je šla knjiga v srbščini Poslušnost avtoriteti, ki smo mi potem kasneje izdali, ker to je bila zame ena taka fenomenalna knjiga od Stanleya Milgrama in poskus so tam recimo poskušali razložiti, zakaj so ljudje izpolnjevali tam ukaze v drugi svetovni vojni in so tudi potem neke take poskuse v pač mirnem času naredili, da so potem nekim eksperimentiranцem zadajali neke lažne elektrošoke in so potem poskušali tistega, ki je bil v tem poskusu udeležen, prepričati, avtoritetarja poskušali prepričati, naj nadaljuje in viša to voltažo, ne glede na to, da se je ta
recimo, na kemu so bili ti šoki zadani, se temu upiral. Ne. In to sem jaz takrat bral v srbščini in to je bila meni, a je to možno, ne, da so taki poskusi, čeprav je bilo to že 20 let nazaj, so bili ti poskusi upravljeni. In to je bila recimo ena taka knjiga, ki sem si jo zelo hitro potem tudi zaželel, da bi jo imel v slovenščini. Moj oče je umrl leta 2008, njegove psihiatrični ordinaciji je bilo ime Preobrazba in nekaj mesecev po njegovi smrti smo ponovno izdali tudi njegovo knjigo Pot samoizničevanja, ki je še zdaj v obtoku, ki je šla 8 let prej in se je takrat bolj ali manj razprodala. In se nam je zdelo to pomembno, da bi to knjigo imeli tudi v obtoku in smo jo potem od takrat tudi ponatisnili, ne, recimo, in je to bila tudi ena neka taka temeljna knjiga, okoli kjer smo potem mi začeli graditi naš program. In ta se je tikal po eni strani psihologije, psihoterapije in podobno. Tle nam je recimo od začetka v prvih mogoče 5 letih zelo pomagal prevajalec in knjižni avtor, pisatelj in učitelj kreativnega pisanja Branko Gradišnik. On ima dober pregled nad nekimi pomembnimi knjigami z področja psihologije, vzgoje in podobno. In je tudi on kar nekaj teh knjig prevedel. In so se te knjige, recimo Oliver Sacks, Moški imel ženo za klobuk, to je ena taka klasična knjiga enega nevrologa Olivera Sacksa, se je že pokojil, potem smo izdali še eno knjigo Noga, na katero se opreš. In so te knjige doživele dober odziv publike. Ne? In potem nas je to spodbujalo, da smo po eni strani gradili to linijo knjig naprej, pomeni, da smo nekaj knjig izdali iz tako imenovanega klasičnega repertoarja, ki niso bile prevedene, nekaj smo pa pač tudi novitet recimo z tega področja in to je bila ena linija našega pisanja, ne? Oziroma izdajanja knjig. Druga linija je bila to zdravo življenje. Ne? To je tudi Renata prej omenila, prehrana, gibanje in podobno, narava. Ne? Tukaj smo v bistvu bili tudi dovolj kompetentni kot recimo uredniki, ne, ker recimo Renata je biologinja, jaz sem farmacevt po tej osnovni fakultetni izobrazbi in za naju v bistvu so bile te znane teme. Recimo druge založbe, ki nimajo naravoslovno izobraženih urednikov, morajo potem zunanje urednike najemati ali pa imeti strokovni pregled in podobno. In to v bistvu že nek omejujoč faktor, recimo, a bi se sploh za tako knjigo odločil. Tako da smo potem s časoma začeli dodajati recimo te vsebine, potem pri ta drugi tej liniji, tako temu pa rečemo bolj družbeno angažiranih knjig, recimo osnovna zbirka je ime Angažirano, je pa tudi en moj sošolec iz srednje šole, ki je v bistvu bil tudi dobro izobražen iz različnih področij, vezalo na pa skupno zanimanje za sociologijo, ekonomijo, psihologijo. To je en tak presek, na katerem v tujini veliko avtorjev deluje in neke take splošno zanimive knjige z neko osnovno rdečo temo razvijajo in jih izdajo. V glavnem Sandi Kodrič je bil pa druga taka oseba, s katerim sva nekako navezala dosti dober stik in sva tudi skupaj potem iskala v bistvu neke knjige, ki bi lahko recimo obogatile slovenski knjižni prostor. Ne. Tako da recimo, če pogledamo tako, ne, so ta glavne knjižne zbirke so participirali neki zunanji ljudje. Recimo tudi ena tretja knjižna zbirka je pa Sterina, ne, ki recimo izdajamo pa v bistvu neke take potopise, s tudi angažirano zgodbo in tako naprej. Sterina, že samo ime v bistvu je terensko delo, to je nekaj, kar se dogaja na terenu, za to zbirko ali pa tudi za to ime nam je pa predlagal recimo Boštjan Videmšek, novinar. Ne? In leta 2015, to je 10 let nazaj, smo izdali prvo knjigo Hirošima, ob 70-letnici atomske bombe na Hirošimi in je en ameriški novinar, John Hershey, je šel potem tja, je napisal eno reportažo, pa je šel 40 let kasneje spet tja in bila to kot neka osnovna knjiga in v 10 letih smo recimo v tej zbirki izdali 40 knjig, to pa je približno 4 na leto. In je to še ena linija, ki nas je pa tudi zanimala, to je potopisna, angažirana, noter smo izdajali tudi recimo knjige kot je Elizabeth Kolber, Šesto izumrtje, ki je Pulitzerjeva nagrada, pa potem tudi Videmškove knjige Na begu, zadnji dve, ki jo je napisal skupaj s svojo ženo Majo Videmšek prijatelj, Plan B in podobno, tako da smo recimo sicer razširili do neke mere naš program, ne, ampak ne zelo. Ne zelo. Zadnja zbirka, ki je tudi recimo nastala v tistem času, je pa recimo zbirka Odkrito,
kjer smo pa v bistvu tudi želeli malo bolj literarno nastopati, ampak spet ne čisto poslovno, tako kot recimo teh poslovnih založb je vse v Sloveniji veliko in to dobro delajo in pokrivajo te knjižne izdaje poslovne. Mi smo se pa spet hoteli osredotočiti na neko to neleposlovno stvarno literaturo, ki pa pišejo vrhunski pisatelji. Ne? In recimo prva knjiga v tej zbirki je bila od Filipa Rota, Očetovina, ki je recimo dosti dobro pokazala, kaj želimo s to zbirko narediti. In ta zbirka deluje naprej, so noter tudi šle Pulitzerjeve nagrajenke in podobno. In tudi recimo letos je šla knjiga Richarda Flanagana Sedmo vprašanje, ki je spet en tak hibrid in je spet se tudi nekaj nanaša na atomsko bombo izpred 80 let zdaj. Ne. Tako da tako zbirko recimo za 2 let bomo imeli novo knjigo Hanifa Korišja in podobno. Ne. Tako da iščemo neke vrhunske literate, ki pa recimo pišejo o nekih svojih osebnih izkušnjah ali pa o neki pač taki temi, ki jih osebno prizadela v sicer relativno povzdignjenem jeziku, literarnem, ampak še zmeraj stvarnem. Tudi slovenski avtorji, omenili ste Videmška, ampak jih je kar nekaj že, ki so izdali knjigo pri vajini založbi in domala vsi, ki sem jih brala oziroma ko sem brala kritike njihovih knjig oziroma intervjuje z njimi, vaju zelo pohvalijo kot urednika, tudi z tega vidika, da gre za res aktivno uredniško delo. Pri nas je eno tako nenapisano pravilo, oziroma najraje imamo, seveda, delamo manj domačih avtorjev kot prevodov. Najraje delamo pač s prevodi, ker tam je glavno uredniško delo že narejeno. Ampak se nama zgodi, bolj ko si vpet v ta slovenski knjižni prostor, več ljudi prihaja do tebe, avtorji prihajajo in rečejo, imam to idejo, imam uno idejo, imam ta rokopis, imam un rokopis. Nama osebno, ali pa moče meni osebno je najljubše, kadar pridejo avtorji z idejo, da potem jo lahko skupaj razvijamo. Ne marava tako, da so pač knjige že narejene in da jih potem da avtor išče samo založnika. Naj ob tem omenim, da izdaja knjige založba, avtor jih pa objavlja. Tako, to je popravek, za katerega se mi dva že ves čas boriva. Avtor reče, jaz sem izdal knjigo, kaj pa je potem založnik naredil tukaj? Torej, avtorji objavljajo knjige, založbe jih izdajajo. Zdaj mi izdajamo knjige tudi domačih avtorjev. Včasih so bolj ali pa manj uspešne, vsakič pa se potrudimo od začetka do konca, sledimo čez ta cel uredniški proces, poskušamo biti avtorju v pomoč, v oporo in potem seveda tudi tukaj stavimo veliko na postprodukcijo. Ko je knjiga narejena, bi sicer avtor šel že kar naprej, ampak mi pričakujemo od avtorja, da sodeluje še v fazi promocije in nastopov in stikov z bralci in pogovorov in vse to. Tako da tukaj poskušava biti midva aktivna, ampak tudi od naših avtorjev pričakujeva neko aktivno udeležbo. Tako da mogoče zato, ker jih imamo manj ali pa ker vzameva zadeve bolj osebno, se potem jim zdi, da imajo malo bolj oseben tretma. Ne vem, se mi zdi, da bi moral vsak urednik knjigo spremljati od ideje pa dokler se skladišče ne sprazni. Ja, dobrodošlo bi bilo. Tako da ja, majhni založbi je pač to pomemben faktor, od začetka do konca. Če se zdaj dotaknemo malo premiere, bila je vaša prva revija, morda gospa Renate Rugel, glede na to, da ste bili vi pobudnica za izdajanje revij. Ja, v neki točki svoje kariere ali pa svoje poslovne poti sem ugotovila, da začela sem s karticami Felix, ta brezplačni medij, to so te kartice, ki so imele na eni strani oglasno sporočilo, na drugi strani so funkcionirale kot klasična kartica in potem sem jaz to počela 1 leto, 2, 3, 5 in potem sem rekla, zdaj je pa to dovolj, moram jaz nekaj vsebinskega, želela sem si nekaj vsebinskega, ob tem, da sem v tem času tudi malo odrasla kot oseba in kot človek in sem si zaželela delati nekaj nekulturnega, ampak nekaj dejansko nek content, neko vsebino sem želela ponuditi ali pa pokazati, svetu in občestvu. In potem sem rekla, dajmo ga, znamo, kaj nas še zanima, kaj nas zanima. In filmi so bili tukaj zelo visoko na listvici najinih interesov skupnih. Tudi jaz sem na ekonomski fakulteti magistriral iz evropskega filma, tako da rad sem bil v to temo vključen tudi tako
ne samo kot hobija, malo tudi bolj zares in potem je bila revija o filmu zelo... Za delo sem začel pisati o filmu leta 97 in sem takrat že imel tudi recimo ogromno enih stvari napisanih, tudi v sobotni prilogi in tako da je v bistvu bil to kot nek naravno nadaljevanje publicističnega udejstvovanja na področju filma. Pa takrat je bila tudi še ta revija Oskar, nekaj časa smo bili ravno že brez filmske revije in se nam je zdelo, čeprav so bili tisti koncepti seveda popolnoma drugačni, to so bile plačljive revije, nizkonakladne in to. Videla sva pa takrat že hodila po svetu in sva videla že v nekih, ali sva v multiplexih ali nekje sva že videla te brezplačnike filmske in sva rekla, to bi bilo pri nas, ne? Čeprav takrat še pri nas ni bilo teh kinodvoran, multiplexov. Ne vem, kak je slovenski. Tako da in potem sva to začela in pol je bilo to in pa smo nekaj let delali, kar 13 let smo delali, na začetku je bila 14 dnevnik, zelo fajn projekt je bil to v resnici, vsakih 14 dni filmi so prihajali tedensko na spored, mi smo vsakih 14 dni jih napovedovali, pri tem smo sodelovali s filmskimi distributerji, ki so 5 filmskih distributerjev v Sloveniji, ki filme prinašajo v Slovenijo in oni so bili seveda zelo naklonjeni taki reviji, ki promovira njihovo delo, ne. Potem je pa počasi ta tisk in digitalizacija mogoče in to, ne vem, nas je izrino, oglaševanje v tiskani reviji digitalnega medija je postalo na neki točki manj atraktivno. Tako, počasi se je začela, včasih je bila revija tista, iz katere si pobiral informacije, počasi je pa postal telefon. In čim lahko nek filmski trailer, filmski napovednik na telefončku pogledaš, zakaj bi potem bral vsebino filma v reviji, in je potem šlo tako počasi. Meni je to ljubše. Tudi nama osebno. Še en moment je bil, da smo lahko sploh tako revijo naredili, in to je dejansko te izkušnje, ki jih je Renato omenil v zvezi s Katicami Felix. To so bili v bistvu dejansko tiskan medij, ki smo ga že takrat v lastni režiji, to je smo imeli neodvisno distribucijo na več kot 300 lokacij po vsej Sloveniji. Če je oglaševalec naročil kampanjo na te Katici, na razglednici, je lahko ta trajala 4 tedne in smo mi imeli celo mrežo distributerjev po celi Sloveniji, ki smo jim potem te Katice preko pošte pošiljali, potem so jih pa oni raznosili na posebej najena stojala po lokalih. Ker smo imeli v bistvu to distributersko mrežo vzpostavljeno in ni bilo treba to začeti z ničle, smo lahko temu dodali še en tiskan medij. In revija Primera je bila takrat imela naklado 40 000, 2krat mesečno, to pomeni 80 000 izvodov vsak mesec. Poleg tega, da smo imeli distribucijski sistem, smo imeli pa tudi dobre stike z oglaševalci preko Katic Felix. To smo imeli že predpogoje, recimo najene, da smo se tega lahko lotili, da bi šli mi v neko filmsko revijo, katkoli iz lufta, kot se reče, to ne bi šlo in bi propadali kmalu, koliko bi imeli recimo sredstev, ker oglaševalci so pa vse mogoči in to so eni zelo konzervativni in ne zaupajo k enemu novemu mediju. Se spomnim, da smo bili, takrat smo še kakšnemu, ki je zastopal kakšne avtomobile. Avtomobilski oglaševalci so takrat sloveli kot močni oglaševalci, najbolj so še zdaj in so rekli, super, imate to revijo, pridite čez 1 leto. To je recimo čez 1 leto pomeni, da bomo mogli v tem času izdati še 20 številk in jih nekako sfinancirati in tako naprej. Tako da recimo nekako smo potem ta poslovni model uspeli financirati, to je distribucija, oglaševanje, produkcija vsebine. Potem smo začeli izdajati knjige, potem pa je prišlo to slavno leto 2005, ko je Renate rekla, da bi bilo potrebno imeti še kakšno revijo. Renate je rekla, da ima dovolj Hollywooda in popcorna in kokic in dajmo, spet je zrasla, ni odrasla, bi bila otroke in vse to in rekla, mogoče bi pa zdaj nekaj bolj resnega počeli in kaj naj jo še zanima, poleg filma in to so bile knjige in potem je bila revija v knjigah. In fascinantno mi je recimo začeti založniško dejavnost z brezplačnikom in potem preživeti toliko let, koliko let sta sobivali, 8 let? Od leta 2000 do 2005 do 2013. 8 let. To je bilo kar divji tempo, to so bili divji časi. Ampak takrat je bilo tudi oglaševanje v tiskanih medijih, od česar sta obe reviji živeli, poleg Bukla je dobivala še javna sredstva od javne agencije za knjigo in jih še dobiva.
sta primera tega nikoli ni dobila, primera je bila zmeraj odvisna od komercialnih oglasov, ne. Ampak je bilo nekako se je to dalo dobiti, ne. Mogoče so bile celo neke sinergije so se vzpostavljale, mogoče so bile celo neke prednosti, ker nismo ponujali oglaševalcem samo enega medija, ampak celo dva ali pa celo tri, tudi v neki fazi so bile kartice Felix in revija Bukla in revija Premiera, ne. Ampak s časoma je potem se to oglaševanje v tisku tudi, budžeti so se zmanjšali, prišlo je slavno 2008-2009 kriza leta 2009, ko so se zmanjšali marketinški budžeti in s tem potem revije brezplačne živijo od oglasov, ne. Čeprav veliko oglasov najdemo tudi v plačljivih revijah, ne, ampak one imajo vsaj še en vir prihodkov, torej nakup v trafiki ali pa pač na nekem prodajnem mestu, medtem ko brezplačnik je pa izključno od tega mora živeti. In je bilo kar težko, ja. Recimo v tistem obdobju, mogoče od leta 2005 do 2010, takrat je bil naš oddelek tudi recimo po številu ljudi največji in smo, recimo naša produkcija enega meseca je bila recimo podobna, kot da bi bili izdajatelj tednika, ne. To, v enem mesecu smo izdali 2 revije Premiera, eno številko revije Bukla in eno knjigo. Ob tem, da smo imeli v bistvu vse skozi, pa tudi recimo kartice Felix. Tako da v tistem času smo bili kar en tak resna mini-medijska hiša. Ja, mini-medijska hiša s 3 mediji in za knjižno založniško dejavnostjo. Ja. Smo bili mladi pa polni idealov, kaj se treba tudi energije je bilo več, kot je danes. Kaj pa, če pogledamo to spremembo na našem in seveda tudi globalnem založniškem trgu, govorila sem o poplavi knjižnih naslovov, to število narašča, ne, tudi zahvaljujoč vedno cenejšim možnostim, da prideš do knjige, ne. Ampak vendarle, če pa imaš ti brezplačnik namenjen neke vrste selekciji tudi knjižnih naslovov, ne, pa moraš imeti vseeno nekakšen pregled nad tem, ne. In tudi se mi zdi, da je število knjižnih naslovov kar močno predstavljenih novih knjižnih naslovov kar močno naraslo v Bukli v tem času. Zdaj recimo moče najprej glede spremembe tega pokrajine, ne, v zadnjih 20 letih. Ena ključna sprememba je to, da so domači knjižni avtorji v zadnjih 10 letih res dobili na pomenu, ne. Tudi, ko smo mi začeli izdajati revijo Bukla, smo, če govorimo čisto samo naslovnici, smo na naslovnicah objavljali neke dele naslovnic knjig in podobno, ne. In to je bilo veliko, so bile tudi prevodne izdaje, ne. Tudi recimo bilo mogoče relativno težko vsak mesec, recimo revija včasih izhaja 10-krat letno, ne, revija Bukla. Vsak mesec najdete nek primeren domač knjižni naslov ali pa domačega avtorja, ki bi bil toliko zanimiv, da bi potem avtor nastopil na naslovnici. No, zdaj to ni več težava, ne. Mi zdaj recimo smo bolj soočeni s tem, da imamo večje število atraktivnih slovenskih avtorjev ali pa tudi njihovih knjig. Tudi založbe so zelo aktivne pri tem, da poskušajo s temi domačimi avtorji nekaj narediti. Tudi mediji se v resnici bolj odzivajo na domače knjižne vsebine, kot pa na neke prevodne, ne. Recimo 20 let nazaj je bilo zelo drugačne. So prednačile prevodne vsebine, tudi te pregovorne ameriške ali pa angleške knjižne uspešnice, ne. To se je z velikim pompom napovedovalo, da bo to išlo. Zdaj tega ni več, ne. Zdaj neka knjiga, ki zunaj uspe, ja v redu, pač bo išla še v slovenščini, ni več tega v narekovajem z lepo angleško besedo rečeno hajpa, ne, da zdaj, ko neka knjiga izide še v slovenščini, razen v izjemnih nekih primerih, ne. Ne vem, ko je šla nova knjiga Selje Rooney, lani vem, da je recimo so pri Mladinski knjigi izdali ta posthumni roman Avgusta se vidiva, ne, od Markeza. Mi smo probali izdati na isti dan, oziroma smo izdali na isti dan od Salmana Rushdija Nož. To je neki taki momenti, ne, ko se recimo slovenski založniki potrudijo, pa hkrati knjigo izdajo neko tako, ki je nekaj posebnega, ne. Takrat se v bistvu mediji odzovejo tudi na prevodno knjigo takoj. Drugače so pa domači avtorji, sploh, ko se recimo ta žanrska knjižna krajina začela v zadnjih, ne vem, 7-8 letih, recimo, da damo kot izid romana od Tadeja Goloba Jezero, recimo 2017, mi smo naredili prvi intervju z njim, ne, v reviji Bukla, takrat je bilo to zelo nekaj imaginarnega, zdaj Golob zdaj z nekimi kriminalkami pa to, ampak nam se je zdelo, da to bi lahko bila nekaj novega, ne,
In ta knjiga je recimo rabila več kot 1 leto, da se je med bralci začela to premešati in da se je potem v zvezi z njo začel graditi nek širši ta žanrski odziv, ki ga recimo pa v Avgustu Demšarju nekako še ni bilo, ne, pa zdaj tudi on postal del te zgodbe, tako da recimo pred leti, mislim, da smo to čez palce, to bilo 13 let nazaj, smo izdali od Patricia Highsmith, kako napisati psihološko kriminalko knjigo. Ne? No, taka stvarna knjiga, malo z primeri iz lastnega ustvarjalnega opusa, pa malo nekih splošnih idej. In tam je recimo Marcel Štefančič napisal nek esej oziroma spremno besedo zraven in se je spraševal, zakaj v Sloveniji ni kriminalk, ne? Ali pa niso popularne. Vse kriminalke so bile tudi takrat. 12-13 let kasneje je zgodba čisto drugačna. Čez nekaj tednov bomo imeli Krimi Fest, 3-4-dnevni. Pogovarjali se bodo, ali pa se bomo o tem, katera od kriminalk iz zadnjih 2 let, 2023, 2024, je najboljša. In v tem času je šlo 50 kriminalk. To pomeni praktično vsake 2 tedna dobi zdaj Slovenija kriminalko. Tako da se je v bistvu ta prostor toliko spremenil, pa potem jasno razni avtorji, tako drugače znani iz nekih drugih območij, od Mihata Šalehaja, od Aljoše Bagole. Oni, ko recimo izdajo knjige oziroma objavljajo knjige, kakšne knjige izdajo tudi tako na pol v samozaložbi, dobivajo ogromen odziv. David Zupančič, recimo zdravnik, je objavil zdaj 3 knjige, ta zadnja vem, da je šla v začetni nakladi 12,000 izvodov. To so recimo številke, ki so bolj podobne tistim nakladam iz 70-ih, 80-ih let. Spomnim se, da je recimo Nejc Zaplotnik, ki je šla leta 81, mislim, da je šla pot, je bilo 6,000 naklada, pa je potem to šlo, ne vem kolikrat, se je to dotiskval, ponatiskval. To se je zelo spremenilo in to je na nek način, recimo Andrej Blatnik rekel, da se je slovenski knjižni prostor normaliziral, ker ta odvisnost od prevodnih izdaj je bila bolj neobičajna, tudi mi smo šli tle kot družba, država skozi neko tranzicijsko obdobje. Po letu 1991 se je najprej smatralo, da so slovenski pisatelji opravili svojo družbeno-politično vlogo, da so participirali pri osamosvojitvi Slovenije, zdaj jih pa v bistvu resnici ne rabimo več. In vsej 90-ih let se je slovenskim knjižnim avtorjem kar slabo pisalo, tudi velike slovenske založbe jim niso posvečale veliko pozornosti. In takrat se je zgodilo srečno, ne naključje, ampak srečne silnice, da so bile ustanovljene tam v drugi polovici 90-ih let, recimo drugo leto bomo praznovali 30-letnico Beletrine, potem sta pa sledile še Litera in Goga, to je 3 študentske založbe, ki so nastale na nekih čist drugih osnovah, to so jih mladi ustvarjali, še zdaj delujoči, eni že 30 let skoro delujejo, ali pa 25 let, so v bistvu ocenili, da je čas spet za slovensko literaturo, da so slovenski knjižni avtorji zanemarjeni ali pa podcenjeni in so se oni prvenstveno začeli s tem ukvarjati in njihova prizadevanja in sadovi njihovega dela v bistvu so to, kar se zdaj žanje. Seveda, zdaj, ko en knjižni avtor stop, pa ima nekaj pametnega zapovedati, pa stop v urejen knjižni sistem, kot je recimo Mladinska knjiga, ki zna poskrbeti za recimo avtorje visokega profila, izdati knjigo v 5, 6 in naprej 1000 izvodih in jo potem tudi nekako predstaviti v javnosti. To je seveda zdaj lepo, ampak to temelji na nekem delu, ki je bilo že narejeno v prejšnjem stoletju oziroma tisočletju. Če se malo zdaj vrnemo še k Bukli, koliko naslovov, recimo, oziroma tako bom rekla, kako sploh poteka selekcija za predstavitev določenih knjig, vendarle se je treba odločiti, katere bodo prišle recimo na naslovnico ali kateri avtori in katere bodo sploh predstavljene. Poleg tega je pa potem, vsaj meni osebno se zdi, ogromno dela tudi s predstavitvami, kajti napisati kratko informativno predstavitev je veliko teže, kot se zdi, ko to bereš. Veliko teže, kot daljšo. Ja, res je. Zdaj,
Bukla, torej na slovenskem knjižnem trgu je, vemo, letna produkcija 5 do 6 tisoč knjižnih naslovov. Ob tem, da vsi ne pridejo v redni prodajni program, vsi ne pridejo do vseh, vsi sploh niso na voljo vsem, gre za določene neke specifične publikacije, ampak mi cirka govorimo okoli 4 tisoč. 3 tisoč. 3 do 4 tisoč naslovov je takih, ki pridejo v redno knjigotrško mrežo, da naredi cel komunikacijski krog, pač da bi prišel lahko v neki točki tudi do bralca oziroma kupca. In zdaj od teh 3 tisoč jih mi pregledamo ali pa vidimo cirka 2000, a ne, 2000 in objavimo jih 1200. cirka 1200, da si mi prišepetamo. Ampak ne, tukaj je tako, začeli smo, zdaj, ko smo imeli 20-letnico in smo gledali revije za nazaj, seveda prve številke in smo tako z velikim ponosom na neki, ne vem, 4. ali 5. številki smo napisali, predstavili smo 60 knjig, a ne. In se nam je zdelo tako, takrat se nam je zdelo to, wow, 60 novih knjig v slovenščini smo predstavili. No. Zdaj je ta številka zmeraj okoli 200. A ne. Tako da zdaj je 200 knjig na številko, to je pač ogromno, 200 knjig predstavljenih v eni reviji na 80 straneh, to je velika številka, a ne, in ogromno delo. Nastaje pa pač lahko samo na podlagi našega minulega dela. Če smo dovolj sledili knjižnim programom posameznih založb v minulih letih, potem vemo, kaj pripravljajo, kaj prihaja. Ljudje morajo biti na Bukli dost kontinuirano, a ne, utečeni, morajo vedeti, a ne, da neka založba pripravlja nek program, nek drug. Treba je poznati avtorje, veliko nam pomagajo avtorji sami. Mi pač kot uredniki, kot celo uredništvo moramo imeti stike in z založbami, z založniki, z avtorji, tudi s prevajalci, kaj delajo v končni fazi. Vse je treba nekako že malo vnaprej vedeti, ker takrat, ko knjiga je od zunaj in jo vidijo vsi ostali, je za Buklo že malo pozen, rečemo mi. Bukla mora biti vseeno prva, ki govori o novih knjigah. Prej je gospod Rugl že omenil specializirano distribucijo. Ne? Ja. Koliko je to uspešno življenje Bukle v bistvu posledica tudi dobre distribucije in kaj v tem primeru sploh pomeni dobra distribucija in premišljena? Ja, to nam je bilo, torej ta distribucija je pomemben element v celem poslovnem modelu revije Bukla in sicer nam je bilo malo lažje, ker smo imeli že vzpostavljeno, pač že mnogo let nazaj, prej s karticami in potem s premiero, ampak je tukaj vseeno malo specifično. Tukaj so zelo pomembne splošne knjižnice, tukaj imamo nek dogovor z vsemi slovenskimi splošnimi knjižnicami in knjigarne, a ne, z večjimi verigami in z verigami tistih knjigarn, ki imajo pokrito, ki imajo raznolik program, ker ne ponujajo samo svojih knjig, ampak tudi druge. In tam povsod najdete tudi revijo Bukla. To je izjemno pomembno. Zakaj? Buklo najdeš torej tam, kjer so knjige. In kdo jo gre iskati? Tisti, ki ga zanimajo knjige. A ne? Najdeš jo tudi na nekih kulturnih prostorih, v Cankarjevem domu, v antikvariatih jo najdeš. Po glavnem povsod, kjer se neka publika zbira, in to se nam zdi kar pomembno, zato da ne rabijo, da ljudje vejo, ki jo dobijo, ne rabijo je iskati, ali tam je, ali tam ni. Poskusimo, naš distribucijski sistem je tako narejen, da se torej tekom med eno in drugo številko se dopolnjuje, a ne, stojala so samostojna, ljudje jih sami vzamejo, stojijo in ti sam pristopiš k stojalu, nihče ti revije ne ponuja, nihče ti je ne potiska v roke, kar pomeni, da je ta oseben interes zelo velik za revijo. Zgodi se nam pa pogosto tudi to, distributerji pripovedujejo, da pridejo na kakšno lokacijo, v kakšno knjižnico ali pa kakšno knjigarno in že po poti, ko nese ta paket revij do stojala, mu že kupci in bralci in obiskovalci iz rok puljo, sploh kadar je številka prvič, ko pride nova številka ven, a ne, jim puljo iz rok in je pač, to je zagotovo pomemben segment. Ta množičnost, a ne, se nam zdi bolj kot distribucija, a ne sama, se nam zdi ta 20 tisoč brezplačnih izvodov, se nam zdi, da je pomembnejših za prepoznavnost ali pa za to, a ne, da res pride vsak dom lahko na ta način, ker je dostopna, ker je brezplačna. V dom, kjer so doma knjige. V dom, kjer so knjige. Ja, in kjer je interes za knjige, a ne. Tako da ta primarni interes se nam zdi tisti, ki je ključen, a ne, ker imamo, ko vzameš revijo Bukla v roke, točno veš, kaj boš v njej dobil in vzameš jo, če te zanimajo knjige. A ne. Danes se nam zdi vsem bralcem že domala samoumevno, da Bukla je, ne? Ampak seveda je to vse prej kot to, odvajajo
predvidevam, da je zahtevala tudi ogromno ne samo trdega dela, morda tudi kakšno odrekanje. Što sozo. Ja, in sploh sem vaju želela, no, v bistvu bom zdaj združila dve vprašanji, ker smo že kar dolgi, ne. Želela sem vaju vprašati, ogromno sta dala in z Buklo in z založniškim programom in s premiero slovenskemu kulturnemu prostoru, ne. Kaj sta dobila v zameno ali sta zaradi dela in pač truda, ki je s tem povezan, se tudi čemu odrekla, čemu se sicer ne bi, če ne bi bila tako zagreta bralca? No, vsekako so se odrekla večini prostega časa. Ne? Ampak sej, to ni samo revija Bukla, to je nasploh ukvarjanje s knjigami. Če jih pa še kakšne sem pa tja ustvarjaš tako kot avtor, pa sploh ne. Nekako, recimo, če govorimo o sebi, je to moje življenje bilo zadnjih 25 let precej prepojeno s knjigami. Praktično nisem kaj dosti ločeval med službo pa recimo nekim privatnim, zasebnim življenjem. Tudi doma imava nekako organizirano vsak svojo pisarno, računalniki so povezani s tistimi v službi, tako da lahko v bistvu midva prideva domov in tako, če nadaljujeva, kot da sva v službi, ne, če želiva. Ne. Meni osebno niti ni žal, na ta način sem ogromen knjig tudi prebral, ki jih drugače ne bi, ogromen ljudi sem spoznal, ki jih ne bi. Od slovenskih literatov, sploh tisti, ki imajo za sabo že tudi neko, ne samo literarno, ampak tudi življenjsko kilometrino, se da tudi marsikaj naučiti, s kar nekaj imam tudi osebne stike, tako da v bistvu sem od tega samo pridobil, ne, samo pa jasno v zameno za to dati čas, ne. In v resnici mislim, da sem tako v enem velikem življenjskem plusu. Moje življenje s knjigami je bilo in upam, da tudi bo velika pustolovščina. Še zmeraj se veselim knjig, ki prihajajo iz tiskarn do založnikov, še zmeraj me zanimajo knjige, ni mi tisto, da sem pa zdaj s temi knjigami preobremenjen. Sem dobil tudi že kakšna taka, recimo malce hudomušna darila, ne, recimo od Andreja Ilca iz Mladinske knjige mi enkrat podaril slikanco o nekemu junaku pravličnemu, ki je jedel knjige, pa je hotel mogoče s tem nekaj namigniti, ne. Ampak po drugi strani sem bil nekaj dni nazaj sem bil z njim v stiku, ki je pripravila recimo dve pesniški zbirki Mary Oliver, ne, in sem ga vprašal v petek zvečer preko Messengerja, kako je s tem, in je rekel, da ima te knjige končane in da se jih veseli in tako naprej, in sem rekel, tudi ti se v petek zvečer ukvarjaš s svojimi knjigami, ne. Tako da v resnici je to eno lepo življenje, ki pa jasno je pa težko, naporno in mu je treba dati sebe celega, če hočeš, da si v tem uspešen. Tudi to, kar je Renata rekla, minulo delo tle res veliko pomaga, da bi se zdaj kar nekdo lotil od neke take reči, ali izdajanje knjig, ali prodaja, ali Bukle, to ne gre tako. Midva vsem sva na nek način zdaj približno kompetentno izobražena formalno, ona magistra je z doktor in z pa to knjigami, izkušnjami in tako naprej, lahko to približno kakovostno delava v slovenskih okvirih. Ne. In zdaj, če to znava delati, potem je to najbolj nadaljujeva. Čeprav po drugi strani pa Renate pravi, da vsega, kar znamo delati, ne delamo. Ne. Pred leti smo recimo festival slovenskega filma organizirali 1 leto, tudi to smo počeli leta 2008, pa potem nismo s tem nadaljevali. Čeprav so si želeli organizirati. Super ste naredili, ja bi delali drugo leto spet. In smo rekli, ne, hvala. Tako da recimo v resnici želiva delati to, kar nekako sva približno usposobljena in kar nama tudi ustreza. In recimo knjige so nekaj takega. To je moja verzija, Renate bo imela moče kaj drugačno. Ne, jaz moram reči, da se z večino strinjam. Meni so knjige dale cel kup nekih vpogledov, najprej seveda v produkcijski proces in vse to, ne, ko od ljubitelja knjig ali pa od ljubiteljskega bralca postaneš pač profesionalni izdelovalec knjig ali karkoli je že založnik, se zgubi neka iskra, neka čarobnost in nek čar izgine, ampak dobiš pa vse sorte drugih reči in ljudi in procesov in znanj in nekih vedenj in zgodb in vsega, in sem zelo vesela, da je tako, kot je šla ta moja pot. Tako da. Nismo omenili nečesa, kar se mi vendarle zdi zelo pomembno.
Pa bom zdaj samo na hitro, ker niti ne vem, koliko časa, mislim, nimamo ga več veliko, ampak zelo dobro sta tudi vedela, da bukla ni vstopila v prazen prostor. To ste vi, gospa Rugel, prav znanstveno raziskali tudi. In takrat, to se pa malo navezuje na to, kar smo zdaj na koncu govorili, ko ste raziskovali življenje naših različnih, od literarno-informativnih do literarnih revij, ste si morali vzeti čas tudi malo zase v družini in ste imeli menda na vratih na listek mami študira, prosim, ne moti. Prezneto, ja, to sem tudi menda nekaj že povedala, zdaj moja hči pravi, da ni bilo tako hudo, danes, ko je starejša, ne? Ampak ja, jaz sem študirala, imela sem majhnega otroka, podjetje, veliko dela, ne? Torej, ko ob delu študiraš, je kar zahtevno. Je bilo pa to raziskovanje buklinih predhodnic zelo zanimivo in zelo poučno zame, tako da sem vesela, da sem se tega lotila. Dalo mi je tudi neko pogled v to, da je prav, da slovenski knjižni trg ima tako revijo, kot je Bukla tudi danes. Ne? Drugače bi bilo. Ker je imel vse od konca druge svetovne vojne naprej. Zagotovo. In bom zaključila tale naš pogovor z vabilom k branju vajine monografije, se pravi zgodba o reviji Bukla. Prvih 20 let. Tako prvih 20 let in želim vama, nam še nadaljnih 20, upam, da Hvala za lepe želje, hvala za povabilo. Hvala lepa. Hvala vama. Spoštovani poslušalci, v tokratni oddaji Literarna matineja smo torej govorili o založbi Umko, ki obhaja 25 let delovanja, in o reviji Bukla, ki jo ob vsem drugem izdaja založba Umko in ki obhaja 20 let svojega izhajanja. Naša gosta sta bila urednika in založnika dr. Samo Rugel in magistrica Renate Rugel. Z njima sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je poskrbel David Lab.